Sredi sodobnega Egipta stoji mesto, ki obstaja že več kot 1000 let. To je Kairo, trenutna prestolnica Egipta. Toda preden je nastal Kairo, je ob reki Nil že obstajalo starejše mesto. Imenuje se Fustat. Fustat je bil ustanovljen v 7. stoletju našega štetja, potem ko je Egipt prišel pod oblast arabskih muslimanov. Več kot 300 let je bil to središče vlade, trgovine in vsakdanjega življenja na tem območju. Vse se je spremenilo leta 969 našega štetja. V tistem Zendju je obstajalo mogočno kraljestvo imenovano Fatimitski kalifat. Prihajalo je iz Severne Afrike in so ga vodili ismailitski šiitski muslimani. Vladar Fatimitskega kalifata, kalif Al-Muiz, je poslal svojega odličnega generala Džauhara al-Sikilja, da zavzame Egipt. Džauhar je bil znan tudi kot Džauhar Sicilijec, saj so njegov izvor povezovali z otokom Sicilija. Pravijo, da je bil nekoč suženj, preden je postal ismailit. Visoki vojaški poveljnik Fatimitskega kalifata je svojo vojsko zavzel Egipt brez večje bitke. Toda Fatimidi niso želeli upravljati svojega novega ozemlja iz Fustata. To mesto so zgradili prejšnji muslimanski vladarji, zato so se odločili, da si zgradijo lastno prestolnico. Džauhar je izbral obsežno območje zemlje na severovzhodu Fustata. Tukaj je leta 969 našega štetja začel graditi novo mesto. To mesto bo postalo Kairo. Ime Kairo izhaja iz arabske besede Al-Kahira, kar pomeni zmagovita. Ker so Egipt hitro zavzeli, sprva to še ni bilo mesto za navadne prebivalce. Najprej je bilo to veliko in obzidano kraljevsko mesto. V njem bodo zgradili palače kalifa, vladne urade, rezidence visokih uradnikov in vojaške tabore. Medtem pa je večina trgovcev, delavcev in navadnih družin ostala v Fustatu. To pomeni, da sta mesti blizu, vendar imata različno vlogo. Fustat je bil središče trgovine in vsakdanjega življenja. Novi Kairo pa je bil središče moči Fatimidov. Mesto je bilo ustanovljeno kot nova prestolnica Fatimitskega kalifata in kot simbol njihove zmage v Egiptu. Eno leto po začetku gradnje Kaira je Džauhar dal zgraditi veliko mošejo. To je mošeja Al-Azhar. Al-Azhar je bila sprva uporabljena kot kraj čaščenja in kot središče za širjenje ismailitsko-šiitskega verovanja Fatimidov. Vendar ni minilo dolgo, preden je postala tudi kraj učenja. Prišli so učenjaki, da bi poučevali vero, pravo, arabski jezik in druge predmete. Študenti so prihajali iz različnih delov islamskega sveta, da bi poslušali in se učili. Sčasoma se je Al-Azhar razširila in postala ena najstarejših ter najbolj prepoznavnih središč islamskega izobraževanja na svetu. Čeprav so se v Egiptu menjali voditelji, Al-Azhar ni nikoli popolnoma izginila. Ko so Fatimide zamenjali sunitski muslimanski vladarji, je postala tudi sunitska ustanova. Še naprej je poučevala, tudi ko je Kairo doživljal vojne, spremembe vlad in tuje okupacije. Do danes Al-Azhar ostaja pomembna mošeja in univerza. Ko se Kairo širi, ga je treba tudi zaščititi. Obdali so ga z močnimi zidovi in velikimi vrati. Vendar je pomembno pojasniti, da so znana vrata, ki stojijo danes, bila zgrajena ali večkrat obnovljena več kot 100 let po prvotni ustanovitvi mesta. Sem spada tudi Bab al-Futu ali vrata usvajanja, Bab al-Nasr ali vrata zmage in Bab Zuveila na južnem delu mesta. Ta vrata so bila narejena iz velikih kamnitih blokov, da bi Kairo zaščitili pred osvajalci. Ta vrata so še danes vidna v zgodovinskem Kairu. V najmočnejšem obdobju Fatimitskega kalifata je Kairo obogatel zaradi trgovine. Skozi Egipt so potovali izdelki, ki so prihajali iz Afrike, Azije, Sredozemlja in Bližnjega vzhoda. Bili so trgovci, ki so prinašali začimbe, tkanine, zlato, slonovina, pšenica in drugi dragoceni izdelki. Bili so tudi kristjani in judi, ki so delali kot zdravniki, trgovci, pisarji in uradniki vlade. Toda življenje v mestu ni bilo vedno lahko. Velika je bila odvisnost. Egipt je bil odvisen od reke Nil. Vsako leto reka poplavi in namaka kmetijska zemljišča. Če je poplava Nila zadostna, se pridelka veliko hrane. Če pa vode primanjkuje, polja sušijo in pridelek hrane se zmanjša. V 11. stoletju Egipt je doživel nekaj let nizkih poplav Nila. Hkrati so se pojavile velike težave v vladi in skupine znotraj Fatimitske vojske so se začele prepirati, ker ni bilo dovolj pridelka. Cene hrane so hitro narasle, zaloge na trgih so se izčrpale, veliko ljudi je stradalo in zbolelo.
Obstajajo starodavne pripovedi, ki pravijo, da so bili nekateri prebivalci prisiljeni jesti živali in vse, kar so lahko prežvečili. Možno so bile nekatere od teh zgodb pretirane, vendar je jasno, da je bila lakota izjemno huda. Fatimitski kalif v tistem času je bil Al-Mustan Sirbila. Medtem ko so ljudje stradali, je tudi bogastvo njegove vlade hitro kopnelo. Vojaki in uradniki so se med seboj sprli in na ulicah so izbruhnili spopadi. Kairo je preživel krizo, vendar je Fatimitski kalifat potem močno oslabil. In medtem ko so izgubljali svojo moč, so druge vojske že gledale proti Egiptu, sile, ki so bile tik pred tem, da ponovno spremenijo Kairo. Ko je nastopilo 12. stoletje, vlada Fatimidov v Egiptu je bila že šibka. Uradniki so se borili za oblast, medtem ko so se z vzhoda približevali križarji. Križarji so bili krščanske vojaške sile iz Evrope, ki se je borila za nadzor nad svetimi kraji in pomembnimi ozemlji na Bližnjem vzhodu. Ker je bil Egipt ogrožen, je leta 1169 v Kairo prišel Salah ad-Din, v Evropi bolj znan kot Saladin. Saladin je bil kurdski vojaški poveljnik, ki je izhajal iz družine vojakov, ki so služili vladarju Sirije. Poslali so ga v Egipt, da bi pomagal pri obrambi pred križarji. Medtem ko je bival v Kairu, je postopoma prevzel nadzor nad vojsko in vlado. Leta 1171 Saladin je končal Fatimitski kalifat. Šiitsko vlado je zamenjal sunitsko-muslimansko vlado in ustanovil Ajubidsko dinastijo, družino, ki bo vladala Egiptu po Fatimidih. Al-Azhar je prav tako spremenil iz središča šiitskega učenja v središče sunitskega islama. Vendar pa njegov pomen kot kraj učenja ni takoj izginil. Saladin je vedel, da Kairo potrebuje močnejšo obrambo. Zato je začel graditi veliko trdnjavo na visokem delu Mukatamskih gričev. Imenuje se Kairska citadela. Njena lokacija je odlična, saj je z visokega mesta mogoče zlahka videti mesto, reko Nil, puščavo in poti, po katerih bi lahko prišli sovražniki. Več stoletij tukaj so živeli in vladali naslednji vladarji Egipta. Saladin je želel tudi obkrožiti Kairo in Fustat z eno dolgo obzidjem. Njegov namen je bil združiti in zaščititi ti dve sosednji mesti. Celotnega projekta ni dokončal, ker je pogosto odhajal v boj proti križarjem. Leta 1187 Saladin je ponovno zavzel Jeruzalem od križarjev. Zaradi tega je postal eden najbolj znanih muslimanskih voditeljev v srednjem veku. Toda za Kairo je najpomembnejša zapuščina, ki jo je pustil, citadela in bolj organiziran obrambni sistem. Po njegovem obdobju so ajubidski vladarji oblast prepustili vojakom imenovanim Mameluki. Mameluki so bili dečki, ki so jih kupili ali pripeljali iz krajev, kot sta Srednja Azija in Kavkaz. Učili so jih vojaških veščin in jih vzgajali kot profesionalne vojake. Čeprav so začeli kot sužnji, so lahko dosegli visoke položaje v vojski. Sčasoma so postali še močnejši od vladarjev, katerim so služili. Leta 1250 umrl je ajubidski sultan Al-Sali Ajub. Medtem ko se je Egipt boril proti križarjem, je njegova žena, Šah Šadžar al-Dur, začasno skrivala njegovo smrt, da ne bi padla morala vojske. Ko je prišel sultanov sin Turansija, da bi prevzel oblast, je prišlo do spora med njim in mameluškimi poveljniki. Mameluki so ubili Turansijo in prevzeli oblast. Tukaj se je začel mameluški sultanat v Egiptu. Sultanat je država, ki jo vodi sultan. V novem sistemu so bili nekdanji mameluški vojaki in vojaški poveljniki voditelji Egipta. Vendar so morali še vedno skrivaj dokazovati legitimnost svoje vlade. Leta 1258 mongolska vojska je napadla Bagdad in ubila abasidskega kalifa. Zaradi tega je nekdanje središče abasidskega kalifata izginilo. Nekaj let kasneje so mameluki pripeljali člana abasidske družine v Kairo in ga naredili za simboličnega kalifa. On je služil kot verska osebnost, vendar je prava moč ostala pri mameluškem sultanu. Po zavzetju Bagdada je mongolska vojska nadaljevala proti Siriji. Vodili so jo poveljniki Hulagu Kana, vnuka Džingiskana. Mongoli so poslali sporočilo v Kairo in zahtevali, da se Egipt preda. Sultan Kutus, takratni vladar Mamelukov, je to zavrnil. Ukazal je ubiti odposlance in pripravil vojsko, da bi se soočil z Mongoli. 3. septembra leta 1260 sta se obe strani spopadli pri Ain Jalutu, kraju v današnjem Izraelu. Mameluki so uporabili lažen umik. Pretvarjali so se, da bežijo, da bi jih mongolska vojska zasledovala. Ko so Mongoli prišli na izbrano mesto, je skrita mu mameluška vojska prišla ven in jih obkolila.
Mongolska vojska je bila poražena. To sicer ni popolnoma končalo moči Mongolov, vendar je ustavilo njihov napad proti Egiptu. Zaradi tega je Kairo ostal varen pred usodo, ki je doletela Bagdad. Po zmagi Kairo je postal še pomembnejši. Sem so prihajali učenjaki, obrtniki, trgovci in verski voditelji iz krajev, ki jih je prizadela vojna. S seboj so prinesli svoje znanje, spretnosti, knjige in tradicije. Pod mameluško oblastjo je Kairo postal eno največjih in najbogatejših mest v srednjeveškem svetu. Skozi njegove tržnice so prehajali poper, cimet, ingver, svila, bombaž in drugi izdelki, ki so prihajali iz Indije in Azije. Iz Kaira so jih prinašali trgovci iz Benetk, Genova in drugih delov Evrope. Zaradi tega so mameluški sultani in trgovci obogateli. Vladarji so svoje bogastvo uporabili za gradnjo mošej, šol, bolnišnic, vodnjakov in grobnic. Eden najlepših primerov je mošeja Madresa sultana Hasana, zgrajena v 14. stoletju. Madresa je šola, ki predvsem poučuje islamsko vero in pravo. V bližini je tudi kairska citadela, zato je ta ogromna stavba služila kot kraj čaščenja, učenja in simbol moči sultana. V času Mamelukov je bil ustanovljen tudi Han el-Halili, veliko trgovsko središče, ki ga še danes obiskujejo v Kairu. Te stavbe in tržnice so pokazale, kako bogato in živahno je bilo mesto v obdobju Mamelukov. Toda za bogastvom se je skrivala zmedena politika. Moči ni bilo več mogoče pravilno dedovati. Vojaški poveljniki so se pogosto borili za položaj sultana. Nekateri voditelji so bili odstavljeni, zaprti ali celo ubiti strani lastnih ljudi. Zaradi tega so se voditelji v Kairu hitro menjavali. Kljub zmedi v vladi je trgovina še naprej cvetela in mesto je raslo. Toda leta 1347 prišel je sovražnik, ki ga niso mogli ustaviti ne trdnjave, ne vojske. To je bila črna smrt. Črna smrt je bila obsežna kuga, ki se je razširila po Aziji, Bližnjem vzhodu, Severni Afriki in Evropi. V Egipt je prišla po ladjah in trgovskih poteh, iz Aleksandrije se je bolezen hitro razširila proti delti Nila in Kairu. Umrlo je ogromno ljudi. Grobovi so bili polni, podjetja so se zaprla in polja ter trgi so ostali brez delavcev. Obstajajo stari zapisi, ki pravijo, da je v najhujšem obdobju kuge vsak dan umrlo na tisoče ljudi. Možno je, da so bile nekatere številke pretirane, vendar se zgodovinarji strinjajo, da je imela kuga ogromen vpliv na prebivalstvo in gospodarstvo Egipta. Kuga ni prišla le enkrat. Večkrat se je vračala v Egipt v naslednjih desetletjih. Zaradi tega je bilo okrevanje prebivalstva počasno, število kmetov, delavcev in vojakov pa se je še naprej zmanjševalo. Mameluška vlada je preživela in Kairo je ostal pomembno trgovsko središče. Vendar pa ni nikoli več v celoti povrnil svoje nekdanje moči. In ob koncu 15. stoletja mesto se je soočilo z novo težavo. To ni bila nova vojska ali bolezen. Šlo je za spremembo v trgovini, ki je postopoma odvzela Kairu enega najpomembnejših virov njegovega bogastva. Ob koncu 15. stoletja Kairo ni imel težav samo s kugo in nemirno politiko. Spremenile so se tudi poti svetovne trgovine. Leta 1498 portugalski raziskovalec Vasco da Gama je prispel v Indijo, potem ko je obkrožil južni konec Afrike. Prej je veliko začimb iz Azije šlo skozi Egipt, preden so prišle v Evropo. Zaradi tega so trgovci in vlada Kaira zaslužili z davki in trgovino. Ko je Portugalska vzpostavila neposredno pomorsko pot v Indijo, se je zmanjšalo število izdelkov, ki so šli skozi Egipt. Stara pot ni popolnoma izginila, vendar je to močno vplivalo na bogastvo mameluške vlade. Mameluki so poskušali nasprotovati Portugalski v Indijskem oceanu, vendar so bili Portugalci bolj izkušeni v pomorskih vojnah in so imeli naprednejše ladje ter orožje. Medtem ko je mameluški sultanat slabel, je Otomanski imperij na severu postajal vse močnejši. Otomani so imeli velike topove in bolj organizirano vojsko. Mameluki so imeli tudi strelno orožje, vendar se je njihova vojska še vedno bolj zanašala na izurjeno konjenico oziroma vojake na konjih. Dne 22. januarja 1517. Dve vojski sta se spopadli v bitki pri Redaniji pred Kairom. Mameluška konjenica je pogumno napadla, vendar ni mogla ustaviti topov in pušk osmanske vojske. Mameluški sultan Tuman Bej II. Je bil poražen. Poskušal je nadaljevati boj v Kairu in okolici, vendar so ga ujeli. Aprila 1517. Tuman Bej je bil obešen pri Babzuvajli, enem izmed zgodovinskih mestnih vrat.
Tu se je končala Mameluška sultanija in Egipt je prešel pod Osmansko cesarstvo. Od takrat Kairo ni bil več prestolnica velikega imperija. Najvišja oblast je bila zdaj v Istanbulu. Kairo je postal le prestolnica ene izmed provinc Osmanskega cesarstva. Osmanski sultan je v Egipt poslal guvernerja, imenovanega paša, da bi upravljal državo. Pogosto so jih menjavali, da ne bi pridobili prevelike moči in lastne oblasti v Kairu, vendar mesto ni umrlo. Poučevanje na Al-Azharju se je nadaljevalo, tržnice in delavnice pa so ostale dejavne. Zgradili so tudi nove mošeje z osmanskim oblikovanjem. Kljub temu pa se je zmanjšalo število velikih projektov, ki so nekoč kazali moč mameluških sultanov. Dolgo časa je Kairo ohranil svoje stare stavbe in podjetja, vendar ni bil več središče širijočega se kraljestva. Zgodovina Kaira se je ponovno spremenila leta 1798. Napoleon Bonaparte je prispel v Egipt z veliko francosko vojsko. Njegov cilj je bil nadzorovati Egipt in oslabiti Britanijo z ogrožanjem njene poti v Indijo. V odpravi je sodelovalo tudi več kot 160 znanstvenikov, inženirjev, umetnikov, matematikov in zgodovinarjev. Dne 21. julija francoska vojska je premagala mameluške sile v bitki pri piramidah. Po nekaj dneh je Napoleon stopil v Kairo, vendar celotna kampanja ni bila uspešna. Britanska mornarica je uničila francosko floto v bitki pri Nilu. Napoleon je leta 1799 odšel v Francijo in pustil svojo vojsko v Egiptu. Do leta 1801 so bile preostale francoske sile prisiljene oditi. Njihova okupacija je trajala le 3 leta, vendar so učenjaki, ki so jih spremljali, merili, risali in beležili stavbe, rastline, živali, zemljevide in starodavne spomenike Egipta. Kasneje so svoje raziskave objavili v veliki zbirki, imenovani Description de l'Égypte. To je pomagalo pri predstavitvi bolj podrobne zgodovine, narave in spomenikov Egipta Evropi. Hkrati so Egipčani videli tudi nove tiskarske stroje, znanstvene instrumente, zemljevide in vojaške tehnike, ki so jih prinesli Francozi. Potem, ko je Francija odšla, so se otomanski uradniki ponovno borili za oblast, mameluški voditelji in lokalne skupine. Iz tega kaosa se je okrepil vojaški častnik po imenu Muhamed Ali, paša. Rojen je bil v Kavali, ki je bila takrat del Osmanskega cesarstva, danes pa leži v Grčiji. Njegova družina je bila albanskega porekla in poslan je bil v Egipt kot del osmanskih vojaških sil. Leta 1805 je bil priznan kot guverner Egipta, vendar, čeprav je bil guverner, so mameluški voditelji še vedno imeli veliko moč. Nadzorovali so številne province, vojake in zemljišča. Da bi popolnoma odpravil njihovo grožnjo, je Muhamed Ali povabil pomembne mameluške voditelje v citadelo v Kairu 1. marca 1811. Razlog za srečanje je bila slovesnost za njegovega sina. Ko pa so mameluki prečkali ozko pot iz citadele, so vrata zaprli in vojaki Muhameda Alija so jih napadli. Skoraj vsi, ki so se udeležili, so bili ubiti. V enem dnevu je Muhamed Ali končal velik del preostale moči mamelukov v Kairu. Potem je začel obsežne reforme v Egiptu. Ustanovil je novo vojsko, ki je uporabljala sodobno usposabljanje in orožje. Zgradil je tovarne, ladjedelnico, delavnico za orožje, namakalni kanal in predilnico bombaža. Poslal je tudi egiptovske študente v Francijo in druge dele Evrope, da bi študirali medicino, inženirstvo, vojaške vede in jezike. Ustanovil je šole in prinesel tiskarski stroj, da bi lahko objavili več knjig in širili znanje v arabščini. Vendar niso vsi enako izkoristili njegove programe. Davki so bili visoki, kmečko prebivalstvo pa je bilo prisiljeno v prisilno delo. Toda njegove reforme so spremenile Kairo in celoten Egipt. Iz province, ki je bila le del propadajočega Osmanskega cesarstva, se je Egipt začel obnašati kot ločena in bolj moderna država. Iz province, ki je bila le del propadajočega Osmanskega cesarstva, Egipt se je začel obnašati kot ločena in bolj živahna država. V naslednjih letih se bo podoba Kaira hitro spreminjala. Od ozkih srednjeveških ulic do širših cest, novih šol, tovarn in vladnih stavb. Spremembe v Egiptu so se nadaljevale pod vodstvom Muhameda Alija paše. Ustanovil je moderno vojsko, ki je bila usposobljena po evropskem vojaškem sistemu. Prav tako je razširil nadzor Egipta na Sudan, Arabijo, Grčijo in Sirijo. Njegova vojska je skoraj prišla do Istanbula. Zato so se vmešale močne evropske države, da Osmansko cesarstvo ne bi popolnoma propadlo. Zaradi tega nekateri Muhameda Alija imenujejo za ustanovitelja moderne Egipta.
vendar so bili njegovi projekti zelo dragi. Davki so bili visoki, zlasti za kmete. Veliko jih je bilo prisiljenih delati, nekateri moški pa so bili prisilno vzeti za vojake. Zato za nekatere Je bil tudi krut voditelj, ki je izkoriščal navadne ljudi za krepitev svoje vlade. najbolj znana stavba, ki jo je zapustil v Kairu, je mošeja Muhameda Alija. Zgrajena je bila na najvišjem delu citadele in je še danes ena najlažje prepoznavnih stavb na obzorju mesta. Po njegovem obdobju je njegova družina nadaljevala s prenovo Kaira. Njegov vnuk, Hedif Ismail, je sanjal, da bi mesto postalo podobno Parizu. Zgradil je široke ceste, hotele, parke, palače, operno hišo in nova okrožja na zahodnem delu starega Kaira. Uvedli so tudi boljši vodovodni sistem, plinske svetilke in telegrafske linije. Največji projekt v njegovem času je bil Sueški prekop, ki so ga odprli leta 1869. Neposredno je povezal Sredozemsko morje in Rdeče morje. Tako ladjam ni bilo več treba obpluti celotne Afrike, ko so potovale med Evropo in Azijo. Kanal je spremenil svetovno trgovino, vendar je Ismailova vlada zaradi njega preveč zapravila in se zadolžila. Ko so se prihodki Egipta od bombaža zmanjšali, niso mogli odplačevati velikih dolgov evropskim bankam. Egipt je bil prisiljen prodati svoj delež v družbi Sueškega prekopa Britancem. Kasneje sta se Britanci in Francozi vmešala v finančne zadeve države, medtem ko je njegova družina naložila večje davke Egipčanom, da bi lahko poplačali tuje dolgove. Zaradi tega se je okrepilo nezadovoljstvo proti tujskemu nadzoru. Polkovnik Ahmed Urabi je vodil gibanje, ki so ga podpirali vojaki, kmetje, trgovci in intelektualci. Njihov poziv je bil preprost. Egipt naj vodijo Egipčani. Toda leta 1882 je prispela britanska vojska. Sile Urabija so bile poražene in Britanija je okupirala Egipt. Britanci so rekli, da bo njihova prisotnost le začasna. Toda njihov nadzor je trajal več desetletij. Pod britansko okupacijo so uredili nekatere namakalne sisteme, železnice in finance Egipta. Toda resnična moč je ostala v rokah britanskih uradnikov. Le redki Egipčani so dobili visoke položaje v vladi. Razlika je bila zelo očitna tudi znotraj Kaira. Na zahodu so bile široke ceste, tramvaji, hoteli, tuje banke in sodobne stavbe. Na vzhodu pa je bil stari Kairo, kjer je živelo veliko navadnih delavcev. Ti so prebivali v ozkih ulicah in plačevali velik delež davkov. Jeza se je še povečala med Prvo svetovno vojno. Egipt je postal britanski protektorat. Veliko Egipčanov so prisilili, da so delali za britanska vojna prizadevanja. Prav tako so vzeli hrano, živali in vozila, ki jih je potrebovala vojska. Po vojni stranka VFD je zahtevala, da se Egiptu dovoli sodelovati na pariški mirovni konferenci in se bori za svojo neodvisnost. Skupino je vodil Saad Zaglul, znani egiptovski nacionalist. Namesto da bi ga poslušali, so ga Britanci aretirali in izgnali. Zaradi tega je izbruhnila revolucija leta 1919. Delavci so stavkali, študenti so korakali, ljudje pa so organizirali proteste v Kairu in drugih delih Egipta. Tudi ženske so se pridružile velikim protestom, čeprav so redko dobile politično vlogo v tistem času. Muslimani in kristjani so skupaj korakali. Uporabili so polmesec in križ kot simbol svojega enotnega boja proti tuji okupaciji. Zaradi nenehnega upora je Velika Britanija leta 1922 priznala Egipt kot neodvisno kraljestvo. Toda to še ni bila popolna neodvisnost. Britanske čete so ostale, zlasti v bližini Sueškega prekopa. Velika Britanija je še naprej posegala v zunanje zadeve in varnost Egipta. V naslednjih letih je Kairo hitro rasel. Vedno več ljudi se je preseljevalo iz provinc. Delavske četrti so se širile, mesto pa je postalo središče arabske glasbe, filma, novinarstva in književnosti. Tukaj je zaslovela Kultum, ki je postala ena največjih pevcev v zgodovini arabske glasbe. Tukaj je Nagib Mahfouz napisal veliko svojih romanov o življenju na starih ulicah Kaira. Kasneje je postal prvi arabski pisatelj, ki je prejel Nobelovo nagrado za književnost. Toda ko se je kultura mesta razvijala, so se težave stopnjevale. V politiki veliko Egipčanov je bilo jezni zaradi korupcije, revščine, britanskega nadzora in velikega razkoraka med bogatimi in revnimi. Zaupanje v vlado je še bolj upadlo po porazu Egipta v arabsko-izraelski vojni leta 1948.
Mnogi vojaki so zato krivili šibko in skorumpirano vodstvo kralja Faruka, takratnega egiptovskega kralja. V noči z 22. julija do zore 23. julija leta 1952 je ukrepala skupina imenovana Svobodni častniki. To je bila skupina mladih vojaških častnikov, med katerimi sta bila tudi Mohamed Nagib in Gamal Abdel Nasser. Prevzeli so nadzor nad pomembnimi kraji v Kairu, vključno z vojaškim poveljstvom, komunikacijskim centrom in radijsko postajo. Preko radija so sporočili, da so prevzeli oblast. Kralj Faruk je bil prisiljen odstopiti s prestola in je z ladjo iz Aleksandrije zapustil Egipt. S tem se je končala vladavina družine, ki izvira od Mohameda Alija. Kasneje so monarhijo popolnoma ukinili in Egipt je postal republika. Skoraj 1000 let Kairo se je večkrat spreminjal. Ustanovili so ga Fatimidi, utrdil ga je Saladin, razširili so ga Mameluki, Osmansko cesarstvo pa ga je spremenilo v provinco. Zasedli sta ga Francija in Velika Britanija, preoblikovala pa sta ga Muhamed Ali in naslednji egiptovski voditelji. Toda ob vsaki vojni, bolezni, okupaciji in revoluciji je mesto ostalo živo. Poučevanje na Al-Azarju se je nadaljevalo, trgovina na starih trgih se je nadaljevala. In ljudje še vedno uporabljajo ceste, po katerih so v preteklih stoletjih hodili vojaki, učenjaki, trgovci in protestniki. To je razlog, zakaj je Kairo pomemben. Ni le prestolnica Egipta. To je mesto, ki je večkrat izgubilo svojo moč, a nikoli ni izgubilo živosti.